Torej, vlada se bo odzvala, ker se da aktivno pri realizaciji tega projekta, ne samo predsednik vlade, ki bo skupaj z komisarjem Potočnikom, kot je bilo že rečeno, obiskal ta dan kar dve gimnaziji, gimnazijo Kranj, ki je gimnazija komisarja Potočnika, in pa Stična, gimnazija Stična, ki je obiskoval naš premier, tako da bo se skupaj šla tudi ta isti dan. No, tudi nekateri drugi ministri bodo obiskali, smo rekli, svoje srednje šole, bilo je že omenjeno minister Virant, skupaj z gospod Bančič in pa z ministrom Žegoturkom, gimnazija Poljane, ki je očitno zelo pomembna v tej zgodbi. Moja malenkost bo obiskala gimnazija Ptuj, ki sem jo obiskoval svoj čas, ministrica Cotmanova, gimnazijo Ormož, kolegica Gucler Dolinar, srednjo ekonomsko šolo v Ljubljani, in minister Mate Podobnik bo obiskal drugo gimnazijo iz Maribora, minister Mate drugo gimnazijo Maribora, minister Podobnik pa Jurij Vego iz Idrije, prav tako znana, najstarejša slovenska gimnazija. Smo koga spustili, ja, zunanji minister Rupel bo obiskal Šubičevo gimnazijo, Lovro Šturm pa škofijsko klasično v Žentvidu. Državni sekretar Janez Slednarčič pa gimnazijo Bežigrad. Skratka, tudi državni sekretarji bodo obiskovali svoje srednje šole in jaz mislim, da je to velik dan za srednje šole. To bo lepa priložnost, da povemo tudi, kako funkcionira Evropska unija in kako vodimo to veliko zgodbo, katero je soočena Slovenija ta hip. Kaj konkretno boste mladim povedali na tem srečanju z dijaki? Seveda jih ne bodo zanimala samo realna razmerja med evropskimi inštitucijami. Zdaj, to ne bo klasično predavanje, ampak bo pogovor. Povedamo kakšno zgodbo, anekdoto, kako poteka, kako vodimo vse, kako usklajujemo nekatera stališča, to je zelo pomembno, ker se ne da, ne gre vse skozi formalne inštitucije, ampak veliko neformalnih kontaktov je potrebno priporočili in priprošen včasih, da se kakšna zadeva usledi. In načelo usklajenih dogovorov je ključno v Evropi, ker ne gre za preglasovanja. In zato je to dejansko pogajanje v Evropi so umetnost politike. Ampak ne bomo obremenili mladi samo s tem. Verjetno bomo, sigurno bo doprašali, kako pa je bilo takrat, ko ste hodili v gimnazijo, ker je že nekaj časa nazaj, bo tudi na ta vprašanje kar prijetno odgovoriti in bo se veselim te vprašanje, ker srednje šolska leta so verjetno najlepših v življenju vsakega človeka in ostane več ali manj prijetni spomini in če me želijo poslušati, lahko govorim dolgo.